Naprimer, v trenutku, ko se začne ena kompozicija, je najprej zmeraj v klasični, zmeraj je tema. Tema je v glasbi kot ena vrsta identiteta, a ne tema. Veste, tema. No, zdaj sem čist mrzel, ko sem prišel z ceste, pa z mrazom. Ampak, pogledaj, tema, naprimer... Vidite, da se tema že podaja v nove sfere, ampak je zmeraj še ista identiteta. Zdaj, važno je, da se ta identiteta ne samo doživi v smislu, da ti je všeč ali pa ne, ampak da jo pravzaprav doživiš v svojih oblikovalnih silah, ker v glasbi so sile, silnice, ki jo, kot ena reka, ki jo dere naprej in so pol noter kamnje, ki jo preusmerjajo vodo, pa tako naprej. Glasba ima silnice in te silnice so podobne kot v človeški notranjosti, v mišljenju, pa čutenju, pa v volji. To so iste silnice, samo tukaj se razodenejo v glasbi. Zdaj pa treba to razumeti, ko bi rekel, ne, brati, čitati, kako se naučiš čitati knjige, pa besede. No, pogledajte, zdaj, naprimer, kakšne silnice ima tale tema, ene fuge. Kaj se dogaja? Najprej je vizija. Ja? Najprej vizija. A jo slišite? A veste, kako če bi z lokom ustrelil v notranji horizont, ker to je dominanta v skali, 5. stopnja. Dominanta je zmeraj horizont. Gre lahko gor, gre lahko dol, ampak je kot horizont, notranji nekam, kam hočeš iti, vizija. Poj. V naslednji stopnji pa tako naredi. V naslednji stopnji pa zagrabi vse, kar je zgor, pa vse, kar je spodaj in to mobilizira. Ker če v sebi ideja v človeku ne mobilizira občutkov, pa volje, pa vsega tega, pol ideja ni sposobna življenja, ostane siva. Zdaj pa ideja mora se utelesiti, to pomeni, da notranje moči mora mobilizirati. Pa še enkrat potrditi temu, torej mobilizirati, pa še enkrat potrditi, kaj pa pol? Akcija. To, da veste. Torej, to, kar je v glasbi na lep estetski način zakoreninjen, jaz to potegnem ven in ljudi in pomagam, da postanejo jasno slušni, da slišijo te moči, ki so noter, kako bi rekel, skrite, so skrite in zdaj, če jih samo uživaš, ja, lahko, seveda, vse ljudi uživa glasbo, ampak jaz pa pravim, to ni dost, ne bomo dost samo uživati, bomo spoznati med tem, ko uživamo, istočasno. Ne da več ne uživaš, to je krasno, da se uživam blazno, kaj igram, ampak je treba spoznati, kaj je noter skritega in s tem vprašanjem, a je mogoče to moja pot, moja rešitev. Ker rešitev rabimo, rešitev ne moreš samo, da nekaj misliš, pa nekaj si zmisliš. Kje jih lahko najdemo? Je tam, kjer vemo, da je absolutno vsi, kar je to genialno. Če je nekaj genialnega,
organskega, živega, kot so te velike kompozicije, potem je jasno, da mora biti v tem organizmu nekaj, česa se lahko konkretno naučimo, ampak ne samo, da si specialist pa muzikolog, ampak da se naučiš na tak način, da to danes prenese odgovore na najtežje vprašanja v vodstvu, v organizaciji, v kompoziciji družbe, v vseh teh največjih problemih. Tam mora umetnost danes imeti svoj vpliv. In zato se jaz borim. Že desetletja. Kako umetnost sploh postaviti v moderni čas v njeno pravo misijo. Da ni več zaklenena v koncertni dvorani, pa da ni v njih. Ker veste, tja samo še ljudje grejo se na elita, ki se še ne spozna na to. Tisti, ki pa res vodijo svet, pa to nima ne časa, ne interesa na to. In nažalost, potem imaš pa barbarizem. Ker umetnost skrbi za to, da se človeški duh dvigne v njegov smisel, ne da samo grabeš, pa koleš, pa vse, kako se gre danes. Razumete? Tu je nova misija umetnosti in v Evropi, to je jaz temu pravim evropski način vodenja, to je evropski princip. In če to pride zdaj, jaz sem zdaj zelo blizu v Bruslju in to, če to pride zdaj do teh ljudi, ki nam odločajo vsodo, če to pride do njih zdaj, in če je konkretno, če je metodično, če je utemeljeno, vam povem, to je rešitev. Zato, ker kje jo pa hočemo potem rešitev drugih, če ne v naših genialnih koreninah. Ker umetnost, jaz vidim Evropo, veste, če en reče Anglija, jaz pravim Shakespeare, če reče nekdo, Francija pravim, se sam, razumete, to je za mene, če reče Slovenija, Prešeren, ker to so genialne geste, teh genialcev, ki so v 4000 let Evrope zgodovine so tako rekoč nekaj ustvarili, kar je nadčasno. To je vse glih, če je Bach 300 let, mene to nič ne briga. To je čist modern, ta proces, če ga znaš manj potegniti. Torej, to so nadčasne, genialne geste, ki skupaj, tako rekoč, predstavljajo evropski smisel. In tukaj je ta prava Evropa. In če bi to Evropo znamo najdeti in jo usposobiti skozi regije, naprimer, pol je tukaj en paralelna rešitev.